upam, da bo občinstvo še nakapljalo, ampak ne bomo čakali. Zdaj smo že skoraj pridelali tistih pričakovanih akademskih četrt. Kot predsednik Slovenskega etnološkega in antropološkega združenja KUL-a vas vse skupaj prisrčno pozdravljam na praznovanju 10-letnice našega združenja. Vidim, da vas je nekaj tukaj, ki ste bili za nami že na samem začetku. Odkrito povedano, pa sem pričakoval nekaj več veteranov izpred 10 let. Kakorkoli časi gredo naprej in računamo na to, da se nam bodo pa pridružili predvsem novi. Danes smo tukaj seveda tudi zato, da povemo nekaj o tem, kar je mogoče povedati o zelo pomembnih temah, ki jih preučujemo antropologi, ampak preden predstavim goste, preden predstavim zasnovo današnjega večera, naj povem še to, da je tudi prostor, v katerem smo se danes zbrali, zelo podoben izhodiščnemu prostoru, v katerem smo KUL-o tudi ustanovili, ampak tistega prostora praktično takšnega, kot je bil takrat, ni več. To je bil klub mariborskih študentov, bilo je pa 15. decembra 2005. Danes se bo skratka dogajanje nadaljevalo najprej s koncertom, potem pa še z druženjem in pa veseljačenjem pozno v noč, kakor bo pač volja hotela. Ker pa smo združenje, ki deluje na prostovoljski osnovi in si poskuša seveda tudi pridobiti pogoje za svoje delovanje, vas pozivam, da vzamete resno tisti dve škatlici, v katerih piše prostovoljni prispevki. Tamle od zadaj so tudi sveže natisnjene majice našega združenja, ki jih moramo ravno tako dobavitelju plačati. Tako da s prostovoljnimi prispevki boste lahko ubili 2 ali pa 3 muhe na en mah, kakor se boste pač dogovorili. Skratka, ob učlanitvi oziroma plačilu članarine boste lahko dobili tudi majico v ustreznem znesku. Sicer smo pa zelo veseli kakršnega koli prostovoljnega prispevka, ki bo konec koncev omogočil normalno izvedbo današnjega večera. No, zdaj sem že dolgo govoril. Tukaj smo zbrani zato, da bi govorili o, tule smo dali tako dolg naslov, da glava boli, antropoloških pogledih na poroko, sorodstvo, otroke, spol in družino v vseh barvah sveta. Bolj ali manj je razumljivo, da smo dodali te vse barve sveta na koncu, zaradi tega, ker KUL aktivno sodeluje pri pripravi aktivnosti ob izvedbi tega nesrečnega referenduma o spremembi zakona o, kako se uradno sploh imenuje zakon? O zakonski zvezi in družinskih razmerjih. In ta pogovor je seveda refleksija oziroma samorefleksija tega, kje kot antropologi smo. Zdaj, da predstavim naše gostje in goste, jaz moram reči, da sem skeptik po naravi in praviloma do zadnjega trenutka nisem prepričan, da bodo ravno vsi, ki smo jih najavili, prišli, tokrat se je zgodil ta čudež in res sem vesel, vas vse toplo pozdravljam tole na našem snidenju. Upam, da bom dal več možnosti govora kasneje, ampak za zdaj si še vzamem nekaj besede. Nika Kovač je tukaj z nami, študentka na 2. stopnji na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Darja Zaviršek, soavtorica do zdaj, kolikor vem, edine knjige o mavričnih družinah v Sloveniji. Morda je še kakšna, ki je ne poznam, ampak zato pa vem. Bojan Baskar, predstojnik oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Duška Kneževič-Hočevar, kolegica, ki je bila z nami že dolgo, pa se po dolgem času zopet vidimo, sicer na ZRC SAZU. Teja Močnik, doktorska študentka na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Barbara Turk-Niskač, mlada raziskovalka in prav tako še doktorska študentka. Maja Veselič, trenutno zaposlena na oddelku za azijske študije in jaz upam, da bo to ostalo pri tem. In pa seveda sogovornik na drugi strani mize Andrej Gregorač, prav tako naš kolega, ki je magistriral na temo, recimo temu socialno zanimive populacije v Sloveniji. Preden predam besedo našim sogovornikom in sogovornicam, vam bom prebral samo en kratek odlomek iz knjige pokojnega kolega Boruta Brumna
o Murski Soboti, s tem bomo pa na nek način že uvedli praktično vse teme, ki se jih bomo dotaknili danes. Tudi v Murski Soboti so družino, ki se jo ponavadi imenovali familija, večinoma istovetili s skupnim gospodinstvom, kar je lepo razvidno iz izjave ene izmed informatork. Naša familija je bila velika. Stara mama in stari oče, moja mama, moji 4 bratje in sestre, mamina sestra z možem in njun otrok. Ponekod so družino enačili tudi z vsemi sorodniki, ki so živeli v isti hiši. Družina smo bili vsi, je rekel drug sogovornik, ki smo živeli v naši hiši. Seveda pri tem ne mislim na podnajemnike, dijake, ki so bili pri nas na stanovanju, temveč na svoje stare starše, starše, nas otroke in očetovo sestro. Že iz tega kratkega odlomka o družini v Murski Soboti v medvojnem obdobju, skratka med letoma 1919 in 1941, kar je bila tema Borutovega magisterija, je jasno, da je to, kar si največkrat predstavljamo kot družina, vendarle nekoliko drugačna empirična zadeva od tistega, kar si predstavlja, recimo temu, nereflektiran pamet, ki največkrat pravzaprav ne loči med tistim, kar vidimo in tistim, kar na nek način si mislimo. Skratka, tole so uvodne besede kolega Brumna, ki sem jih izbral ne samo zaradi tega, ker je preučeval družino, ampak ker je bil na svoj način tudi en od razlogov, da smo Združenje KUL-a sploh ustanovili in se mi je zdelo zelo pomembno začeti z njegovim citatom, bom pa kasneje še en drug citat predstavil, zdaj pa že tako dolgo govorim, da moram predati besedo naprej. Me zanima, če med vami kogarkoli ta kratek uvod teh nekaj besed Boruta Brumna že pripeljalo do tega, da morate še nekaj reči. Glede na to, da sem tudi sama delala teren v Prekmurju, kmečke družine, bi dodala še ene člane, ki jih je on spustil in so mi sami sogovornice in sogovorniki rekli, da so člani družine. Hlapci in dekle, ki so jih tudi izšolali določene in tudi so živeli pri njih do konca življenja in so tudi imeli mesto na družinskem, mislim na pokopališču v družinski grobnici. Tako da se dejansko razteza ta družina še na veliko drugih, ne samo, bom rekla, bioloških sorodnikov, ampak mnogih drugih, ki so bili del familije, kot je on rekel. Ja, Borut je seveda pisal o meščanski družini v Murski Soboti. Načeloma, tudi če so imeli služabnika meščanski, dejansko jih niso šteli k sami familiji. V redu, jaz ne vidim nekega posebnega razloga, da bi vas posebej pozval k besedi v tem pogovoru, razen če ima Andrej pripravljeno to vrstno vprašanje za vsakogar posebej. Jaz sicer vem, kaj bom koga posebej vprašal. Skratka, Andrej, imaš? Nimaš? Ja. Potem bi pa jaz, ko že govorimo o družini, vprašal najprej Darjo, ker sem že omenil, da si soavtorica knjige o mavričnih družinah v Sloveniji, primerjavi za Nemčijo in Švedsko, ker je bilo seveda podatkov bistveno več kot za Slovenijo. Pa me zanima, a je knjižica sploh naletela na kakšen odmev pri nas? Hvala lepa, lepo pozdravljeni. Knjiga je naletela na neverjeten odmev, zato ker smo slučajno to primerjalno raziskavo med Švedsko, Nemčijo in Slovenijo delali točno takrat, ko je bila razprava o prvem referendumu. In sicer to je bilo popolno naključje in čeprav jaz za vsako svojo knjigo naredim tiskovno konferenco in sem jo naredila tudi za to knjigo in spomnim se, da sem prišla tako 2 minute pred začetkom tiskovne konference, ponavadi nepripravljena, kar tako vstala iz posle in prišla in tako. In potem je bilo na fakulteti za socialno delo 30 novinarjev. In jaz sem bila popolnoma šokirana, sploh nisem vedela, kje naj začnem in tako dalje. In seveda, ja, knjiga je doživela strašen odmev zaradi tega, ker smo prvič spraševali mlade ljudi
o tem, kako se počutijo v šolah v Sloveniji, glede na to, ker živijo v istospolnih družinah. In smo dobili, najpogostejši odgovor je bil, če mi ni treba o tem govoriti, potem ne povem. Ko smo ta odgovor primerjali z Švedsko in Nemčijo, je bila razlika zelo velika in to, recimo, švedski otroci so rekli, kaj nas to sploh sprašujete, se to sploh ni relevantno za naše življenja, a doživljamo homofobijo. Nemški otroci so pa rekli, ja, v nekaterih kontekstih doživljamo homofobijo, vendar je to zelo odvisno od šol, od tega je ruralni ali urbani kontekst, in naši starši so zelo previdni, v katero šolo vpišejo otroke. Medtem ko je pri nas pravzaprav homofobija se pokazala že na področju molka, to pomeni nevidnosti, to pomeni pravzaprav na področju tega, da ljudje o tem sploh ne govorijo. In ena od zelo zanimivih stvari, ki mi večkrat pride na misel v naši raziskavi, je bila ta prvič, da se je zelo dobro videla korelacija med sprejeto zakonodajo v Nemčiji, na Švedskem in Sloveniji in stopnjo, recimo rečemo temu, vsakdanje homofobije. To pomeni, na Švedskem, kjer je bil zakon, ne vem, kako mu rečejo, ampak skratka, enak izenačitev raznospolnih in istospolnih družin sprejet leta 1995 in potem v Nemčiji, kjer je bilo recimo možnost sklenitve partnerske zveze leta 2000 in Slovenijo, leta 2012 je bila strašna razlika. In še ena stvar, ki se mi je zdela zelo povedna. Otroke, tako bili so, najmlajši je bil 8 let, najstarejši pa v bistvu 23, če sem čist odkrita, in smo potem jih spraševali, kako je bilo, ko so bili v šoli in tako naprej. No in ko smo jih spraševali, kaj pa teme, a je to tema, ki je relevantna, a ste sploh kdaj slišali o istospolnih družinah v šolah, v osnovni šoli pa srednji, so bili odgovori, ja, seveda, ampak tema je bila vedno povezana v bistvu z negativnimi socialnimi dogodki. Torej, homoseksualnost in AIDS, drugič, homoseksualnost in pobijanje homoseksualcev v času nacistične Nemčije in celo v nekaterih gimnazijah diskusija o homoseksualnosti v Stari Grčiji. To pomeni, če so otroci slišali o temi, ki bi jo danes recimo rekli vprašanje istospolnih družin, so slišali v izrazito negativnih kontekstih. Hvala. Prej smo se na začetku dogovarjali, da bi bodisi na začetku pred našim pogovorom ali pa ob koncu pogovora predvajali en kratek filmček, ki so ga naredili naši študenti pri zadnjem referendumu. Pa me zanima, če je tista zadeva pripravljena, ker se na nek način navezuje prav na to, o čemer smo govorili zdaj. Pripravljena je, odvisno. Ne, lahko stisnemo na gumb, pa začnemo. Če se strinjajo, so govorni. Ja. Seveda je tematika, o kateri razpravljamo sedaj, oziroma za katero gre sedaj, popolnoma drugačna, ne gre za ponovitev iste vaje, da ne bo glede tega kakšnega nesporazuma. Mogoče ravno zato, tik preden začnemo s tem, da besedo še Niki, ne bo potrebno, bo Nika potem kasneje pojasnila, v čem je tista ključna razlika. Zdaj pa si pogledamo ta kratek filmček.
antropologija se ukvarja z vprašanjem sorodstva in vprašanjem, ki se povezane s temi temami že dobrih 200 let. Nabrala si je zelo veliko znanja in izkušenj iz najrazličnejših kultur po vsem svetu, najrazličnejših zgodovinskih obdobij. In seveda je to znanje relevantno za razpravo, ki naj bi bila podprta z znanstvenimi argumenti. Antropologi smo dejansko ugotovili, da obstaja vrsta različnih družin in da v bistvu ne glede na njihovo sestavo dejansko vse nudijo zelo dobro okolje oziroma večina jih nudi zelo dobro okolje za razvoj otroka. Dejstvo je, da pač družina kot institucija sploh do današnjih dni ne bi preživela, če se ne bi spreminjala. Moje stališče glede tega vprašanja, ki je sporno, je najprej to, da je seveda naša vedna kulturna antropologija poklicana in kompetentna, da govori o družini oziroma ima pogled vanjo, ki je pogled tistih, ki se ukvarjajo s kulturno raznolikostjo družin po vsem svetu in ta naša vednost, ki temelji na etnografiji, kaže, da so na tem svetu v naši človeški vrsti možne zelo različne oblike družin, tudi homoseksualne, da to niso kakšne nove perverzije, kot ljudje radi reči, da obstajajo tudi tradicionalne oblike homoseksualnosti. Skratka, družina je zadosti elastičen pojem, če jo razumemo kot reprodukcijsko enoto, da vključuje lahko tudi starše istega spola. Slišimo, da je seveda jedrna družina nekakšna naravna oblika družine, kar absolutno ne drži. Tudi čisto antropološko gledano, nimamo enotnega pojmovanja same družine, kaj ta zadeva pravzaprav je. Najlažje je družino razumeti skozi dva dejavnika. Na eni strani imamo sorodstvo in pa mrežo sorodnikov, ki jo na nek način oblikujejo podedovane družbeno razmerje in pa razmerje, ki se vzpostavljajo na novo. Na drugi strani imamo pa reprodukcijsko enoto, ki omogoča pač reprodukcijo družbe. Ta se pa začne za materjo in otrokom, ne pa za družino. Na drugi strani poznamo pa seveda, kolikor je družina in družina v celoti je kulturna tvorba, torej nima nobene zveze za naravo ali pa ni pisana v človeško fiziologijo ali pa kaj podobnega ali pa genetiko. Skratka, je popolnoma socialna tvorba in je v bistvu simbolni konstrukt. Teh oblik družine je pa na svetu precej več, kot si jih mi zamišljamo, oziroma velika, ne bom rekel večina ljudi, ampak veliko ljudi sploh ne živi v skupnostih, ki jih imenujemo kot družina, kot družinske skupnosti. Tako da je govor o nekakšnem jedru ali pa celici družbe popoln nesmisel. Mi ne smemo onemogočiti ljudem, da živijo s tistimi ljudmi, s katerimi hočejo živeti. To je pač njihova pravica. Zdaj, življenje v dvoje pa seveda ni samo spolnost, ampak je povezano tudi z vrsto drugih stvari, ki jih je treba urediti, če živite skupaj dva moška ali dve ženski. Iz tega izhaja seveda podobne stvari, kot izhaja iz skupnega življenja enega moškega in ene ženske. Stvari povezane z ekonomijo, s socialno varnostjo in tako naprej. Kako novi družinski zakonik odpira možnosti različnih družinskih skupnosti? Malo sem v bistvu skeptičen do tega, da odpira ne vem kakšne velike potencialne možnosti za nove oblike, zaradi tega, ker se mi zdi novi družinski zakonik v končni fazi še dokaj tradicionalen, torej gradi na percepciji slovenske tradicionalne družine in jo ne posodablja ravno v zelo veliki meri. Zdaj, kar zadeva družinski zakonik, je stvar takšna, da smo prisiljeni na nek način zagovarjati eno slabo rešitev, ki jo je moral sprejeti parlament na izredno močen pritisk slovenske desnice. To pomeni, da seveda v družinskem zakoniku ni tistih bistvenih stvari, ki bi izenačile pravni status istospolnih partnerjev z heterospolnimi partnerji, predvsem pa seveda ne omogoča posvojitev na ta način, kot bi bilo to prav. Skratka, precej konzervativna reč je.
Težava je v tem, da moramo podpreti čisto zaradi političnih razlogov in pa zaradi tega, ker je vendarle korak naprej, vsaj deloma omogoča seveda reševanje določenih težav, s katerimi se ljudje soočajo. Že dolgo časa smo priča tudi spolni diskreditaciji. Torej, gre za vprašanje tega, da se pravzaprav slovenska družba kot taka vse bolj počiva na logiki diskreditacije, izključevanja in pravzaprav po mojem mnenju je tu zadaj pravzaprav ekonomska dimenzija. Zakaj? Zato, ker je virov vse manj in je torej dostop do virov vse bolj omejen. V resnici s tem, ko se skozi katoliško moralo diskreditira določene ljudi kot nečiste, problematične in tako dalje, se pravzaprav vse bolj selekcionira državljane na tiste, ki bodo imeli dostop do virov in tiste, ki ne bodo imeli več dostopa do virov. Mislim, da je to v ozadju. V resnici pa, če pomislimo, za tem ekonomskim interesom, torej vse ta ekonomski interes kaže skozi čisto fašistoiden nacističen register, kjer v bistvu se vse skozi diskreditira oziroma izključuje ene in iste kategorije prebivalstva. Spomnimo se na nacistično Nemčijo, spomnimo se na Rome, spomnimo se na to, kaj se dogaja s homoseksualci. Gre za iste stvari. Pravzaprav smo lahko zdolgočasni od ponavljanja istega. Ne? In tisto, kar je posebej vprašljivo za moje pojme, je, zakaj tega registra ne prepoznamo kot že znanega, kot že videnega in se v bistvu v celoti upremo temu, kot celotna skupnost. Ne, meni se zdi grozno, kako družba reagira na vse odklone, recimo, kako razume vse kot odklone, kar ni interpretirano kot tisto, v kar verjame, da mora biti in da je pravilno. In kako se glede svet oblikovan po nekih schemah, ki ne bi delovali. V realnem življenju pa ne delujejo. In sploh jih ni možno udejanjiti. In v bistvu so otroci tisti, ki so zelo jim zelo škoduje to vrstno razmišljanje. Skratka, ne vidim nobenega razloga, zakaj dva očeta, dve mame, tri očeti, ena mama, kakršnakoli kombinacija ne bi mogla otrokom ali pa večjim otrokom zagotoviti ustreznega okolja, v katerem se lahko dobro razvijajo. Res ne vidim absolutno nobenega razloga razen predsodkov. In jasno je, da kadarkoli so otroci iz teh družin imeli težave, jih niso imeli zaradi mam ali pa očetov, nič bolj kakor v raznospolnih družinah, ampak samo zaradi pritiska okolja. Recimo primer Aleksandrin. Zakaj je bilo otrokom težko, ker so mame odšle? Seveda, pač mame so odšle, ampak ti otroci se odraščajo z babicami in z očeti. In tem otrokom je bilo v redu, dokler ni bilo socialnega pritiska iz okolice, kje pa je tvoja mama, kaj pa dela tvoja mama. In šele takrat je nastal problem za te otroke, emocionalni problem. Se pravi, je problem v predsodkih, ki so v okolju, ne pa v tem, kaj lahko taka družina, kakršnakoli družina nudi nekemu otroku. Zdaj neko še svoje izkušnjo. Kaj se potem dela katoliška cerkev, sem izrekla, kaj se dela z vdovami. Če si neprostovoljna samopremilka, potem treba, ne vem kaj, se prisilno poročiti, potem, če si najdeš punco, je to hudo narobe, ali kaj, pa potem skupaj vzgajaš otroka. Zakaj, ne? Tako da se mi zdi, da pač vsak človek se trudi, za svojega otroka, za tujega otroka, za katerega otroka, da je otroku dobro. In zdaj, če prihaja do nekih težav, da otroku ni dobro, to nima absolutno nobene zveze z tem, z neko socialno usmerjenje.
zakonika v Sloveniji, torej družinskega zakonika, se mi zdi pa zanimiva statistika alkoholizma, depresij, nasilja v družini in tako naprej, ki kaže, da organizacija, ki jo mi pojmujemo kot normalno, ne funkcionira etično, rečemo temu tako, najbolj enostavno. Se pa pojavi zdaj vprašanje, ali ta kriza družine, bi rekli, ali pa ločitve tudi, izhaja iz tega, da skupnost moškega in ženske same po sebi ni tako naravna, kot mislimo, da je. Da so torej prisiljeni v nek okvir. Drugo je vprašanje, v kakšnem družbenem kontekstu se družina sploh organizira in dogaja, in glede na vse, bomo rekli, komercialne, karieristične in druge pritiske, ki jih družina doživlja, in tudi pravica seveda do, bomo rekli, človekove pravice znotraj družine, kjer pač človek se ni pripravljen več podrejati nekim vrhovnim normam, ampak zagovarja, bi rekli, samega sebe, se tudi zdaj potem lahko vprašamo, kaj je normalno in sprejemljivo. Kakšno je vaše mnenje glede posvojitve otrok s strani homoseksualnih parov, oziroma mislite, da kakorkoli ogrožajo posvojitve otrok heteroseksualnih parov? Zdaj, moje mnenje je, da je to napihovanje tega problema, ki se dogaja v zadnjem času, res že neokusno. Mislim, da zakonik, ki dopušča možnost posvojitve partnerjevega otroka, da ima to zadevo zelo v redu rešeno. Govoriti o tem, kot zdaj nekateri radi počnejo, kako bo to ogrozilo, ne vem kaj in kako bo postalo vse splošno. To je pa tako za vse privlečeno, da niti smešno ni več, samo žalostno. Skratka, družinski zakonik ni problematičen, problematična so pa pač naslednja dejstva, in to je dejstvo, da nismo pripravljeni sprejemati drugačnosti. Problematično dejstvo, da očitno mi ne želimo vsem otrokom iste pogoje in iste pravice. Problematično je to, da se nam zdi, da je bolje, da otrok odrašča brez staršev, kot da bi odraščal v neki družini z istospolnim parom, kljub temu, da so raziskave potrdile, da otrok v teh družinah ni deprivilegiran. Tisti glavni razlog, zaradi katerega pa sam moram zagovarjati družinski zakonik, in mislim, da ga vsi, ki imamo vse trohice razuma v tej državi, moramo zagovarjati, je v tem, da nas katoliška cerkev vodi samo v srednji vek s svojim pritiskom in s svojimi absolutno nesprejemljivimi stališči za sodobni čas, ki jih prodaja pod različnimi floskalami, ne vem, skrbi za otroke na eni strani, skrbi za celotno družbo, o tem pa odločajo za namečiti ljudje, ki sploh ne morejo imeti otrok, oziroma ne smejo imeti otrok, de facto imajo lahko samo nekaj, čemur se reče pankrt, čemur so oni rekli pankrt v preteklosti in so jih tudi zaničevali. Skratka, totalna hipokrizija, ki v bistvu je izredno nevarna. In ekipa, ki je to naredila pred nekaj leti za eno popolnoma drugo zgodbo, in seveda nažalost smo bolj ali manj doživeli še eno neprijetno reprizo vsega skupaj. Zato bi pa takoj predal besedo Niki, da pojasni, čem je zdaj ključna razlika med tisto situacijo in sedanjo.
Bom jaz tako, najprej bom povedala dve čist pravno-tehnični razliki, potem bom pa probala zajeti še nekaj vsebinskih razlik glede same kampanje, ki se mi zdijo zanimive, mogoče sploh v navezavi to, kar je pred filmčkom povedala Darja. Skratka, 20. decembra se bomo na referendumu odločali o sprejetju novele zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, kjer se gre za spremembo zgolj približno 4 členov, pri čemer je ključen 3. člen te novele, ki gre nekako takole, samo da najdem. Obstoječi člen oziroma veljavni člen je zaenkrat tole. Zakonska zveza je zakonom urejena življenjska skupnost moža in žene. Glasujemo pa, če se uvede naslednja sprememba, in sicer zakonska zveza je zakonom urejena življenjska skupnost 2 oseb. Ta majhna sprememba pa v resnici prinese ogromno. Raziskava, ki je februarja, mislim da, lansirala Barbara Rajgel oziroma pravna ekipa, je ugotovila, da so istospolni partnerji oziroma partnerstva diskriminirani v Sloveniji na več kot 70, pri več kot 70 zakonih. Lahko jih tudi potem kasneje podrobneje predstavim. In v bistvu ta sprememba, ta čist minimalna sprememba, odpravlja to diskriminacijo pri večini zakonov. Druga taka tehnična stvar je pa to, da se je v bistvu spremenila referendumska zakonodaja in se je uvedlo nekaj, kar se reče zavrnilni referendum. Skratka, tukaj pa pride ta famozni kvorum in jaz v teh dneh vedno, ko imam priložnost, probam pojasniti, kaj zavrnilni referendum oziroma kaj ta kvorum sploh pomeni. Skratka, mi nimamo po zakonu ni več neke splošne volilne udeležbe, ki mora biti za to, da se zakon sprejme oziroma da je zakon zavrnjen, ampak se gleda volilna udeležba zgolj pri nasprotnikih in mora biti 20%. To pomeni, da nasprotna smer, v našem primeru zmaga, se mora zgoditi dvoje. Glasov proti mora biti v nedeljo več kot glasov za, mora jih biti pa 20%, torej okoli 340 000. Torej na referendum je treba iti, če si doma si proti in glas za ne vpliva na dosego samega kvoruma. Vsebinske spremembe, ki jih pa jaz v bistvu opažam, jaz trenutno svoje dneve preživljam od 8 zjutraj pa do 11 zvečer v Kudu Franceta Prešerna, kjer imamo središče kampanje Čas je za, kjer skupaj z številnimi civilno-družbenimi gibanji, med drugim je pač zraven tudi društvo Kula, kar mi je meni zelo velik ponos, s političnimi strankami, posameznicami in posamezniki gradimo neko novo kampanjo. Vmes se je zgodila Irska, vmes so se zgodile ZDA, skratka, situacija je že drugačna in mogoče vsebinska razlika same kampanje je pa to, da več niso LGBT aktivisti tisti, ki bi bili v prvi vrsti v tem boju, ampak so njihovi bližnji. Skratka, za njihove pravice se borijo mame, očetje, babice, detki, prijatelji in tukaj mislim, da se že pojavlja neka napredek in pokazatelj, da smo šli korak naprej. Skratka, ni več to boj LGBT skupnosti proti primcu pa Zevnikovi, kakor je mogoče izgleda leta 2012, ampak gre za neko širšo družbo, ki se bori za svet spoštovanja ljubezni brez diskriminacije. Mogoče toliko za začetek. Hvala. Jaz bom si vseeno zdaj še privoščil nadaljevanje, še en citat iz Brumnove knjige bom prebral, pa prepustil besedo naprej. Zdaj, rezultanta te pogodbe, ki je rečemo poročna vez, so praviloma potomce, ampak to ni edini razlog njene konstitucije. Ampak, ko govorimo o potomstvu, bi prebral dva kratka citata sogovornikov Boruta Brumna za obdobje med obema vojnama. Obrtniški sin je povedal naslednje, to je v zvezi z ekonomsko funkcijo družine. Moj oče je vedno govoril, da meni ni treba hoditi v šolo, ker bom imel že vse na razpolago, kar je potrebno za preživetje. Čevljarska delavnica in malo zemlje, ki smo imeli, sta bili res dovolj za preživetje, vendar pa nič drugega kot to. Zdaj, naslednji citat, ki se mi zdi pa še do določene mere bolj zgovoren o tem, kako so dejansko v tistem času živeli, pa je bila vzgoja otrok v meščanski, patriarhalni meščanski
družini med obema vojnama. Takole gre. Vzgajali so nas z očmi, je pogost odgovor informatorja iz takšnih družin. Če je kdo prišel, so nas samo pogledali in pokazali na kot. S sestro smo se tam usedli in se pričeli igrati človek na jezi seli mlin. Če pa so pogledali proti vratom, je to pomenilo, da moramo na vrt, ker bodo imeli resne pogovore. Skratka, bil je red, pogled in je bilo vse jasno. Zdaj bi predal besedo Barbari in tej, ki preučujeta otroke in otroštvo danes. Pa me zanima, koliko se je svet pa vendarle spremenil v teh skoraj 100 letih? Dobro večer. Ja, jaz mislim, da se je precej spremenil, tudi če mogoče se oprem na raziskave, ki jih je Mirjana Ule delala, da je družina postala tako neko podporno okolje, kjer otroci pač iščejo neko čustveno zavetje, pač radi se vračajo v družino, tako da sigurno se je spremenil, tudi v bistvu deluje družina bolj v smislu prijateljskih vezi, tako da tudi, kar stališča moje raziskave, ki sem jo delala z otroki, bi lahko potrdila zelo podobno, da starši in otroci sodelujejo, da otroci vidijo starše kot svoje zaveznike, tako da iz tega vidika sigurno se je precej spremenila. Ja, jaz bi bila mogoče tukaj vseeno malo bolj kritična, ne? Glede na to preteklost, sedanjost. Mislim, sigurno v preteklosti so bili neki drugi načini socializacije, ki so se sigurno navezovali tudi na to čisto ekonomsko sliko življenja, pač delo za preživetje. Večina ljudi v bistvu živeli v Sloveniji v kmečkih družinah in so mogli pač vsi delati in v bistvu nekako tukaj ni bilo debate, da kdo ne bi v Bogu, že zaradi tega, ker pač bo to vezano na neko preživetveni vzorc, ne. Zdaj pa glede današnje družbe, se mi pa zdi v bistvu tako zelo hipokratično to, ja, neka ogromna osredotočenost na otroka, v bistvu otrok v središču pozornosti, vse se vrti okrog njega, kar bi navezala na prvi vrsti tudi na potrošništvo, ne. Pač otrok je v bistvu prišel iz te produkcije v totalno potrošnjo, ga v bistvu vzgajamo že od malega v potrošnika. Po drugi strani pa v bistvu je neka totalna gerontokracija v naši družbi, ne. Vseeno otroci, do 40 leta smo v bistvu otroci, ne. V bistvu nimamo mesta v družbi, ker nam ga ne dajo, ne. Tako da, ne vem, če sem lih pač, nam pač otrokom, v bistvu mladim. Isto v bistvu v tej debati okrog tega referenduma vsi govorijo o otrocih. Tukaj se mi zdi v bistvu zelo super knjiga Mavčne družine, ki je v bistvu dejansko vključila poglede otrok, ne. Otroci lahko sami zase govorijo, ni treba, da v bistvu drugi govorimo namesto njih, ne. Jaz bi se zdaj tukaj vključil z eno izjavo. Jaz sem drugače po osnovni izobrazbi tudi psiholog, no, in že pri prejšnjem referendumu je zbornica kliničnih psihologov javno podala izjavo in en citat iz tega, no, ki se navezuje ravno na otroštvo. Za otrokov razvoj je ključna toplina in ljubezen najmanj ene odrasle osebe, na katero se lahko otrok naveže in ki se tudi sama naveže na otroka, prepoznava otrokove potrebe in se na nje ustrezno odziva. Zdaj v tem stilu gre izjava oziroma celotno naprej. Navezal bi se pa na delo, ki jaz opravljam. Jaz delujem v vzgojnem zavodu. To je v eni skupini recimo 8 otrok mladostnikov, popolnoma umetna tvorba in ne moram prešteti, kolikrat se nam je na koncu, ko otrok, mladostnik odhaja od nas, zgodil, ko so rekli, bili ste moja družina ali pa kot moja družina. Se pravi, se popolnoma strinjam s tem, kar je rekel v filmu, družina je nek simbolni konstrukt, ki ga vsak misli po svoje, predvsem ga pa doživlja tako. Mogoče? Če bi jaz tukaj navezala na to, kar si povedal, glede tega, kako v bistvu sploh pridemo do tega, ne, kaj je sorodstvo, kaj je družina. V bistvu je tukaj Kristina Toren na Fidžiju pač kar raziskovala, v bistvu prav to, kako otroci pridejo do tega razumevanja, kaj sploh je družina, skozi neke čist prakse, ne, v bistvu skozi socializacijske prakse.
tam se v bistvu sorodstvo navezuje na to sočutje, ne, na v bistvu skrb ljudi, pač kdo skrbi en za drugega, skozi hrano predvsem, ne. In se začne tako, da v bistvu male otroke v bistvu pošiljajo in dajo paketke hrane, zdaj pa ne sto pač tisti družini, ne, to so v bistvu vse sorodstvene vezi. In tako se v bistvu otrok nauči, kaj to je družina, ne, skozi neke prakse, skozi dejanja. In v bistvu isto je bilo pač neka raziskava, ki sem tudi malo pač googlala, v bistvu v San Francisco že leta 91, Families We Choose, ko je v bistvu ena antropologinja raziskovala homoseksualne družine. Ja, pač je bilo poanta prav to, da v bistvu družina ni biološka, ampak v bistvu jo ustvarjamo skozi prakse, skozi v bistvu povezovanje, ne. Zdaj, pač te družine so si potem našle neke alternative oblike, v bistvu prijatelje so v bistvu vključali, botrene, strice namesto očetov, naprimer. V bistvu, ko so imeli te Father's Day v šoli, so pač prišli v bistvu, ko so imeli dve ženski, ko so imeli otroke, so pač strici od teh otrok prišli, ne, da so vse enega imeli. Tako da, no, se mi zdi pač to poanta nekaj, ne, da ni to nekaj samoumevnega, ni to nekaj biološkega, ampak v bistvu to skozi prakse, skozi odnose ljudi ustvarjamo, ne, sorodstvo in družino. Ja. Glede na to, da trem sogovornikom, oziroma dvema sogovornikom še nismo prepustili besede, bi jaz najprej vprašal Bojana in pa deloma tudi Duško, ki sta sodelovala v projektu o kmečkem gospodarstvu na Slovenskem danes, nekolikor vem. Me zanima, če obstaja karkoli takšnega, kar bi lahko poimenovali tradicionalna slovenska družina oziroma ruralna oblika tradicionalne družine, ali pa še bolj natančno, kako opisati gospodinstva v resnici, ne, bolj kot pa družine, ker to, o čemer govorimo, je pravzaprav gospodinstvo, niti ne družina. Za naprej bi pa potem prosil še Majo, da mogoče da pa še en zelo oddaljen pogled, ne, glede na to, da je Kitajska sprejela prav pred kratkim radikalno spremembo družinske politike, ne, verjetno eno najbolj radikalnih sprememb v zadnjem času, s tem, da bodo pač tu pustili še drugega otroka v tej večinski skupnosti. Me zanima potem ta primerjava med večinsko skupnost in manjšinami na Kitajskem, kar si preučevala. Samo da ne bomo preveč zašli prehitro. Zdaj pa. Bom malo zaobšla tvoje vprašanje, ker se mi zdi, da je še nekaj bolj pomembnega. To se tudi odraža na podeželju. In sicer tisto, jaz sem imela privilegij leta 2006, da sem sodelovala na demografski konferenci Izzivi 21. stoletja. In mnogi med vami veste, da leta 2006 so išle famozne strategije rodnosti. To je bil en dokument, ki sicer nesrečo ni bil zakonjen, ampak je bil logični produkt, bom rekla, vladne koalicije, ki je takrat dala demografski problem Slovenije za prednostno nalogo vlade v obdobju 2004-2008. Namreč, o čem je problem? Problem je v tem, da so izpostavili družinske vrednote kot tisto, kar manjka slovenski družbi. Torej, povezali so družino z slovensko identiteto. In če danes dobro analizirate govor teh, ki so, za otroke gre, ne, ni samo problem družine, ampak slovenske identitete. Ko sem bila na tej konferenci, sta bila gosta tudi Osredkar in drugi Gostečnik, in sta govorila o katoliški paradigmi družine. In potem sem postavila vprašanje, da v antropologiji imamo pač evidenco par 10 skupin definicij družinskih sistemov, več kot 50. Njun odgovor je bil sledeči. Vi antropologi lahko pridete s kufrom evidence kamorkoli hočete. Dejstvo je, da mi vemo, kaj je prava družina. Na to mi je kolega, ki ga ne bom omenila, bil pa je Matjaž Gans iz Inštituta Jožef Štefan, prepovedal dati naslednje vprašanje, ker sem seveda me to totalno razpalilo. In potem smo razpravljali o tem, kaj je prava družina, ne samo obče prava družina, kar oni vedo. Jaz sem se potem sklicevala, da je to le znanstvena konferenca in da imamo možnost povedati različna mnenja, ampak tudi
so ostali sogovorniki, ki niso bili iz njihovih krogov, razlagali, kako ne razumem, da gre za tradicionalno slovensko identiteto. Torej, razprava se je na nek način prevesla v to, kaj je slovenstvo. In na slovenstvo, tisto, kar je pravo slovenstvo, se je vezala tudi ta oblika družine. Tle vidim jaz največji problem. Da se v ideologiji, ki jo propagirajo skozi pravice za otroke, gre in tako naprej, infiltrira ta govor o slovenstvu. Namreč takrat smo govorili tudi o migracijah na tej konferenci in tako naprej in neverjetne zgodbe lahko slišite, če greste na demografske konference o migracijah, ker vedno pristanete na slovenstvu. Torej, zakaj ne migracije, zakaj ne druge oblike družine? Zato, ker ni to tradicionalno slovensko v odgovor in zaradi tega, ker moramo končno po tisočletnem boju, da smo samostojni, to ščititi. Namreč, moja poanta je ta, da niso samo ti desničari in ti krogi, ki jih mi prepoznavamo, in zdaj smo tukaj recimo podobno misleči, ampak da tudi marsikdo, ki ni iz teh krogov, pristane točno na ta argument, da gre za tradicionalno pravo slovensko identiteto in posledično tudi to obliko družine, ki jo je treba zagovarjati. Bom potem še nadaljevala. Dobro, jaz bom tudi kakšen košček zdaj pomenil tega. Rad bi se pri tem tudi malce refleksivno odmaknil in poskušal mogoče deloma zastaviti vprašanje, kaj mislimo, da počnemo, ko govorimo o teh stvarih, očitno predvsem o družini, manj o drugih entitetah iz tega naslova in kaj mislimo, da počnemo kot antropologi, oziroma kaj mislimo, v čem je zdaj potencial ali pa možen prispevek antropologije, antropološke znanosti k reševanju tega vprašanja. In tukaj se mi zdi, da je nekako prevladujoč odgovor, oziroma tisti default odgovor, ki ga slišimo tako eksplicitno kot implicitno tudi v filmu, recimo, se je to večkrat ponovilo, da mi kot antropologi vemo, da je družina kulturno raznolična, da ni naravne oblike družine in tako naprej, medtem ko tile nesrečni naši nasprotniki pa govorijo o naravni družini, kot o nečem, kar naravno obstaja, vendar zato moramo mi nekako poskušati razložiti, da je družina socialni pa kulturni konstrukt. Jaz mislim, da je ta argument hudo prekratek, oziroma da temelji na napačni podmeni, da naši nasprotniki, desničarji, ne vejo, da družina ni naravna reč. Se pravi, da jaz bi rekel, da verjetno napačno pripisujemo napačne pomene njihovi rabi besede naravno, kajti seveda vemo, beseda naravno se uporablja na tisoč in en različen način in pomeni marsikaj, med drugim pomeni recimo tudi normalno, nekaj naravno, nekaj normalno. Se pravi, če to nadomestimo z normalno in če rečejo normalna družina je tista, ki je taka in taka in taka, potem nimajo več podmene za to nekaj naravnega, pa govorijo o normi, ki je družbena, se pravi, govorijo tisto, kar govorimo tudi mi. Se pravi, problem, vir konflikta, vir razhajanja mora biti verjetno nekje druge, zato mislim, da s temi socialnimi konstrukti ne bomo prišli prav daleč. Drugo bom pa potem nadaljeval. Najprej bi rekla, da kitajski ta izraz politika enega otroka v bistvu ni čist natančen izraz, pravilen, ki ga Kitajska ne uporablja tega, v kitajščini tega izraza ni, ampak se imenuje politika načrtovanja družine. Zdaj ta primer politike načrtovanja družine je v bistvu podobno, kot je Darja omenila za to študijo na primerjalno, v bistvu pokaže, kako lahko država za svojo zakonodajo in z nekimi pravilniki zelo močno vpliva na to, kaj postane normalno in kaj ni. Zdaj je Kitajska res spremenila, torej dovoljuje vsem parom, da imajo 2 otroka, ne samo tistim, recimo, ki so pač prej predstavljali izjemo ali pa nek poseben režim, recimo prej bilo na kmetih dovoljeno imeti 2 otroka, če je bil prvi deklica ali invalid, potem manjšine so bile izvzete iz tega pravila, da lahko imajo pari samo enega otroka in podobno. No, ampak Kitajska je res to zdaj pred mesecem dni ukinila, oziroma komunistična partija to pač napovedala,
ampak v resnici to ne bo pomenilo bistvenih sprememb za oblike družin na Kitajskem, zaradi tega, ker je družbena norma že postala v bistvu nuklearna družina z enim otrokom, mogoče z dvema, ne? Ampak večina ljudi, ki bi jih jaz danes vprašali, moje generacije, bi rekli, en otrok je dovolj. Ne, skozi ta desetletja v bistvu propagande in pač tudi včasih bolj ali manj elegantnih načinov izvajanja te zakonodaje, pravzaprav so se spremenile družbene tudi norme pričakovanja do družine. Zdaj, mogoče bi povedala to, ne, seveda je pa razlika ta, da Kitajska je ta zakon uvedla zato, ker je hotela narediti novo obliko družin ali pa standardizirati nek novo družinske skupnosti, medtem ko recimo pri nas bo ta zakon pravzaprav samo dal pravice ali pa potrdil pravno v zakonih stvari, ki že obstajajo, ne, v resnici. To je razlika bistvena, seveda. Torej, kot sem rekla, izjeme so vedno bile pri tej politiki, tudi zelo različno se je pravzaprav izvajala, zelo veliko je bilo odvisno od provincialnih oblasti in ponekod zlasti v manjšinskih regijah so poleg tega, da je bilo že pravzaprav tudi zakonsko dovoljeno pripadnikov manjšin imeti 2 ali 3 otroke, so pravzaprav potem dostikrat lokalne oblasti to bistveno manj resno vzele in niso recimo kontrolirale. Po drugi strani smo pa seveda tudi imeli primere, ko so izvajali prisilne sterilizacije, splave in podobno. Tako da bi rekla, da ta kitajski primer pravzaprav kaže, kaj je tisto, kar je pač družbeno sprejemljivo, kako pravzaprav vpliva na to, kako družine živijo. Kitajska se je torej v 50 letih iz nečesa, družbe, kjer je bila ideal razširjena patrilinealna družina, kjer so živele vsaj recimo 3, raje še več generacij pod isto streho, spremenila pač v družbo, kjer največkrat živi ta 2 torej starša z enim otrokom. Seveda pa tudi s tem povezana zakon o zakonski zvezi, ne, ki je v bistvu že preden je bila sploh sprejeta politika načrtovanja družine, postavil družino kot skupnost moškega in ženske. To velja še danes, v kitajska zakonodaja ne priznava istospolnih partnerstev, razen za tujce, ki pač pridejo na Kitajsko, ne, ti recimo partnerji diplomatov ali pa teh strokovnjakov, ki delajo, so potem priznani v bistvu. Skupnost, torej, kot sem rekla, zakon predvideva zakonsko zvezo kot skupnost moškega in ženske in recimo tisti zakon 1951, ki je bil sprejet, je recimo prepovedoval konkubinat, partnerja sta morala oba priti na občino, kjer sta pač izrazila željo, da se poročita in podobno. In takrat je bil v bistvu, že to je bila tudi ena velika revolucija, pri kateri so morali napeti vse sile, mobilizirali so tudi različne verske voditelje in podobno, da so ta novi zakon promovirali. Zdaj pa vidimo, da v bistvu v praksah samih se pa tudi oblike družinskih skupnosti na Kitajskem močno spreminjajo, vedno več je kohabitacije, ki tudi postaja družbeno sprejemljiva, pa dolgo časa ni bila in podobno. To je bolj s potrošništvom povezano. Zdaj ne vem, če sem... Zdaj smo naredili tale prvi krog soočen, če ima kdo med vami kakšno nujno zadevo, ki jo treba takoj povedati, vam takoj prepustim besedo, sicer pa pozivam občinstvo, da čim prej in čim bolj glasno nastopi z dodatnimi vprašanji in pa intervencijami, če ne pa toliko, da veste, da ste tudi vi tukaj zato, da kaj vprašate, ne samo mi, da govorimo. Lahko jaz, da nam pozabil, Duška mi je pomagala razjasniti eno izjavo, ki je bila objavljena v mesečniku Kranjčanka ta teden. Dobili smo črno piko, ker se ne bomo ukvarjali z begunci, to je sprejel mestni svet. Zdaj jaz upam, da če bo referendum padel, da nam še sprejeli, da je prepovedano imeti istospolne družine v občini Kranj, ker ampak izjava je šla nekako tako, ene zelo pomembne osebe, tudi članice mestnega sveta, seveda verjetno iz katoliškega ozadja, da v primeru, da se bo sprejel nov zakon v zakonski zvezi in tako, da bo njej kratena pravica, da sebe identificira kot ženo in moža kot moža,
in nasplošno družino kot družino. In mi je zelo smiselno, se pravi, še nadredno kot Slovenko. Da se vrnem na tvoje prejšnje vprašanje podeželje pa to, ne? Podeželje je tako heterogeno kot mestno okolje, to je dejstvo, ne? Najdete vse oblike, kot jih najdete tudi v mestih, to je sigurno, ne? Je pa nekaj drugega, ne? Da na podeželju je še zmeraj ta močna ideologija, mislim, ki jo seveda podeželski akteri, klasični zdravnik, učitelj, duhovnik, producirajo cel čas in sicer gre za ugled skupnosti. Ugled skupnosti je identifikacija samih kmetovalcev, ki je pa silno vezana na nacionalno identiteto. In ta normalnost, o kateri Bojan govori, tudi kar smo mi poslušali na demografski konferenci, torej kaj je normalna in kaj je tradicionalna družina, se strahovito veže na slovenstvo. In tudi na podeželju, ne. Se pravi, ogromno je, recimo, priznavajo, ja, se tudi naši mladi se zdaj že ločujejo, pa tle imate, recimo, tudi večgeneracijske družine, čeprav živijo skupaj, že imate na dvorišču hišo starih, ne, hišo mladih, ne, to je zdaj že največji napredek, recimo, ne, čeprav je 10 metrov narazen, ampak okej, že to je neka intima, neki so se izborili, ločeno bivalno okolje, čeprav je to na istem dvorišču, ne. Ampak to, ker so pa vsi tako predani temu, biti kmet, je biti pravi Slovenec, mi smo steber slovenstva, in vse, kar odstopa od vseh pričakovanih podob imaginarijev družine, je seveda odklonsko. To ne pomeni samo, da je to drugačna oblika družine, to pomeni, da nisi Slovenc. In to sem tudi eksplicitno slišala na tej demografski konferenci, celo od, bom rekla, zdaj pa tega ne bom omenila katerega profesora, ki se preveč oglaša v javnosti, ekonomist, da za nizkorodnost v Sloveniji, ker namreč te debate se vežejo tudi za nizkorodnost, pod enostavno obnovo prebivalstva, seveda smo krive ženske, ker smo pod vplivom feministk. Dokler ni bilo feminizma, mi bi bili nad 2,1. S temi čudnimi neke ženske študije, kaj to je, zakaj to sploh dovolijo, a si slišala ženske študije, tako se prav obrno k meni, in feministke nam pa cel čas govorijo neke čudne zgodbice in zdaj seveda ženske hitro padajo pod ta vpliv, in trg dela in tako dalje, in to zdaj seveda sproža tudi samo nizkorodnost. Ampak še enkrat poudarjam, tako na podeželju, kot recimo v teh debatah, ki sem jih bila priča in je bila res neverjetna izkušnja, se veže zlasti na nacionalno identifikacijo. Pravilno slovenstvo. Kaj je pravilno slovenstvo, torej kaj je patriotizem, da svoje vrednote gojimo, to je bilo tudi zapisano v koalicijski pogodbi 2428, prave vrednote, ker se nekaj, kaj so prave vrednote, ker če bomo imeli prave vrednote, bo rodnost narastla. Na vprašanje, zakaj države, kot so Španija in Portugalska, ki imajo katolištvo silno prisotno, imajo še nižjo rodnost od Slovenije, niso dali odgovora, pač pa so mi rekli, zakaj pa ima Irska. Torej, če govorimo o vrednotah, in večina raziskav, tudi v Letovo ste prej omenili, vrednote, kar se tiče otrok, in to ni noben problem pri mladih, ampak skozi te vrednote, prave vrednote, družina, cerkev, ljubezen do domovine, tako kot je zapisano, se tudi ta diskurs nekako upenja, da to je nekaj, kar je slovensko. Ja, jaz bi se rada navezala na vse moje predhodnike in predhodnika in sicer bi rada uvedla še eno zelo pomembno antropološko kategorijo, to je kri. Torej, kri ni voda, je naše krvi. Torej, ideologija krvi je ideologija, ki je povezana tako z kategorijo slovenstva, kot z reprodukcijo ideje naravne, družine in tako dalje. In recimo dva primera, kako, ker lahko bi rekli, bodimo pragmatični, tako kot je recimo Avstrija pa Nemčija, migranti rojevajo otroke, zakaj potem ne maramo migrantov? Ja, ne maramo jih zaradi tega, ker niso naše krvi. In torej, ta ideologija krvi gre tako daleč, da je predstavnica ene od desnih strank pred kakšnim dobrim letom
v javnosti izjavila celo, da bi bilo sploh dobro, da bi bil splav prepovedan, ker bi potem bilo dovolj otrok za posvojitev. Torej, to je res perverzno, ker vsi vemo, da to je pa verjetno ena največjih travm v življenju človeka, da otroka posvojitev zaradi tega, ker ni druge možnosti. In obenem pa vemo, da pravzaprav cel svet se ukvarja z mednarodnimi posvojitvami. Recimo Kitajska je ena od držav, kjer prihaja na tisoče in tisoče otrok, zlasti ženskega spola, v ZDA, ampak ta normativnost na področju kitajske družine, ki ste jo omenili, je zanimiva, ko so Kitajci pogruntali, ko so kitajske oblasti pogruntale, da je največ istospolnih parov, tistih, ki poskuša in posvoji otroke iz Kitajske, je zdaj potrebno napisati, da je človek poročen nekaj let in tako naprej. Torej, kri je ena zelo pomembna stvar, ki ima povezave z slovenstvom. Druga stvar je pa seveda medicinska reproduktivna tehnologija, ki je tudi povezana z diskurzom o istospolnih družinah, ki se jo poskuša tudi, čeprav je vsak 7. par neploden, tako rekoč se klinike na področju medicinske reproduktivne tehnologije rastejo kot gobe po dežju. Češka pravzaprav postaja bogata država tudi zaradi tega in tako dalje. Kljub vsemu je pri nas to nekako potisnjeno zelo, tako bi rekla, utišano. Zakaj? Ker tudi bi rekla, turizmom na področju spolnih celic prihaja druga kri. Prihaja drug genski material, ki ni slovenski. No in okoli ideologije norme je prav gotovo, gre za to, da se ohranja diskurs o škandalozni kategoriji. Torej, na nek način samske matere niso več problem, ljudje, ki se ločijo, niso več problem in tako naprej, ampak vendarle, diskurs o morali in o normi in o normativnem potrebuje nov material, da tako rečem. In to je škandalozna kategorija istospolnih družin, s katero pravzaprav desnica ali pa tudi cerkev ima vedno eno nogo noter v celemu diskurzu o morali. Če tega ne bi bilo, potem bi pravzaprav to bilo preveč enostavno, bi rekli, poglej, raznoličnost, diversity in tako naprej, potem se pravzaprav nimamo več o čem škandalizirati. Bom probala jaz še dodatno konkretizirati zadevo. Prva stvar, ki se jo moramo zavedati, je to, da nasprotniki niso nek zelo blazno poenoten drugi napram nam. V smislu, znotraj njih se pojavljajo različne skupine, ki uporabljajo različne prijeme za to, da komunicirajo neka ista osnovna abstraktna sporočila. Recimo, imamo ta velepoznan klub Češpelj, ki pač gre na to pristno neko spolno ideologijo čiste heteronormativne neke spolnosti, potem poznamo Za otroke gre, ki ima ta svoj portal 24 kul, ki če ga dobro pogledamo, propagira vse od ukinjanja splava, potem do pač raznoraznih kritik, poučevanja v šolah, recimo Darja je tudi prej razlagala, da je kar gor stalna zvezda. Potem poznamo, naprimer, pojavlja se je spet Angelica Likovič na mojo nesrečo, kot pač neka bivša šolnica in nek zelo neposrečen lik. Zanimivo je pa tudi to, da se med nasprotniki pojavlja tako imenovano, mislim, da je Zavod za spoštovanje raznolikosti, ki pa gre že na neko drugo zgodbo, saj sprejemam, ampak vsi pa imajo splošne neke 4 bistvene abstraktne argumente. Eno je ta spektakelstvo, pogrozna, totalno pač nekako
spakovstvo istospolnih družin. Konkreten primer je recimo Angelca Likovič včeraj v MMC-jevi klepetalnici, ko se je vprašala, če je že srečala geja oziroma lezbiko, je rekla, da ne, da pa ve za zgodbo na Bledu, kjer je en gej utopil drugega geja, zaradi tega, ker so pač geji bolj nasilne narave in ona se jih boji. Obstaja pač dobeseden citat. Druga ta zgodba je uvajanje spolne ideologije v šolah, kar je totalen nesmisel zaradi tega, ker šolske načrte v bistvu urejajo šolski kurikulum in poučevanje o mavričnih družinah je v njih že od 90-ih let naprej in se pač ni nobene spolne ideologije uvedel. Skratka, tukaj grejo predvsem, govorijo o tej slavni knjižici Amnesty International, Spolov je nešteto, in jo prikazujejo kot neko splošno gradivo. Potem grejo še en tak abstrakten argument, je to ukinjanje spola, kjer je ta argument v bistvu, ne bom več mož, ne bom več žena, ampak bom zgolj oseba in to je pač, bo uničil moj zakon, če pač malo karakteriziram. Skratka, imajo neke splošne poante, kjer pa sem jaz kot antropologinja vedno želela odgovarjati zelo racionalno, skratka naštevati konkretne primere, iti po svetu in razkazovati različne družine. Potem pa smo na neki točki ugotovili, da je mogoče prav način to, da pa znotraj te njihove logike pokažemo možnost za sprejemanje. Skratka, kar zdaj probamo komunicirati, je to seveda poroka, družina so neke temeljne vrednote slovenske družbe, ki jih lahko vsi pač spoštujemo. In ravno zato je prav, da imajo v bistvu do njih enake možnosti popolnoma vsi okoli nas. Sicer sama pri tem dosti trpim, ker pač poroka ni neka stvar, v katero bi zelo sama osebno verjela, ampak pač se mi gre za to, da govorimo o enakih možnostih. To. No, jaz se seveda strinjam z analizami slovenske zadrtosti, vendar bi pa rad si želel, da bi to diskusijo malo razširili, da pogledali na stvar še z kakšnega drugega kota, pa tudi mogoče bolj daleč. In bi mogoče rad bi recimo, da bi odprli vprašanje, ali so recimo LGBT ljudje, ali so istospolne poroke in tako naprej res zmeri in povsod tako viktimizirane, tako šibke, tako ranljive spričo družbe, ki nima do njih tolerance, ali obstajajo mogoče tudi zelo drugačni konteksti, kjer imajo ti ljudje te manjšinske skupine, manjšinske prakse veliko družbeno moč, ali pa jim je ta velika družbena moč pripisana. Tako recimo, ko je bila v Kaliforniji sprejet ta zakon, je bilo to 2 večera zapored breaking news, pri tem, da so bile v tistih 2 dneh so se zgodile tudi druge, kakšne zelo pomembne stvari, ki so meni zdela, a mogoče ne bi moralo tudi kaj drugega biti breaking news tisti večer. To je pač en primer, lahko tudi še kakega drugega postrežem. Ampak preden bi jaz to, kakšen tak primer dajal, bi rajši odprl vprašanje seksualnosti. V prvi verziji naslova smo imeli družino, poroko, sorodstvo in spolnost. Otroki se je šel v drugi verziji naslova. V drugi verziji se je priključil še otrok in spolnost se je spremenila v spol. Imam prav, sem to pogledal. No, glede na to, da je družina, poroka, sorodstvo, poroka, družina, kinship, marriage, family, da je to tista klasična antropološka triada, je meni zaradi tega najprej padlo v oči to, kaj tle zraven še ta seksualnost išče, oziroma odkot je prišla, kako je prišla noter. Zdaj, lahko bi bil to poznejši razvoj antropologije, razvoj takega polja, v antropologiji, kolikor jaz vem, anthropology of sexuality, meni ni znano, da bi kakšno tako polje obstajalo, pa če je, mora biti verjetno precej majčkano. Anthropology of gender je seveda nekaj čisto drugega, v drugi verziji. Rajko, poglej prvo verzijo. No, to ni zdaj bistveno, ampak to zdaj o tej seksualnosti govorim seveda predvsem zato, ker je to nekaj, o čemer evidentno govorimo, ko obravnavamo, oziroma ko o tej
klasični antropološki trojki danes govorimo predvsem iz zornega kota družine in družinskega zakona in tako naprej. In ena od hipotez, ki vam zdaj predlagam, niti sam nisem čisto prepričan vanjo, ampak kot možno hipotezo predlagam, je recimo ta, da potem, ko smo doživeli, no se mi nismo doživeli, naši predniki v resnici, tisti, ki so živeli v času fašizma, ne, ko je Walter Benjamin pisal o estetizaciji politike, ne, se pravi, namesto da bi imeli politizacijo estetike kot pravo pot, se je zgodila estetizacija politike, s tem se da mi v mislih fašizem. Ne. In zdaj se meni postavlja vprašanje, ali lahko naredimo en korak naprej in analogijo in rečemo, da potem, ko smo doživeli politizacijo seksualnosti, to sem jaz doživel, recimo, ko sem mečko starejši, recimo leto 68, seksualna revolucija in tako naprej, ne, to je bila, takrat smo rekli, vse je politično, torej je seksualno tudi politično. Ne. Zdaj pa vprašanje, ali se ni zdaj ta zadeva analogno obrnila na glavo in smo prišli v obdobje seksualizacije politike. In to je tisto, kar je zdaj tle moja poanta. Ne. Se pravi, če recimo, če ta reč breaking news 2 večera zapored na ameriških televizijah, bi to lahko utegnil biti en primer seksualizacije politike. Drugi primer, še veliko bolj drastičen, je to, da ima Amerika, ZDA, zagovorništvo pravic LGBT ljudi kot definirano kot eno ključnih političnih, zunanje političnih prioritet. In ko je Obama povabil afriške voditelje v Washington in so voditelji prišli polni upanja, da bo govora o razvoju, o kreditih, o razvojni pomoči in tako naprej, sta Obama in Biden začela jim razlagati, da je LGBT v Afriki zapostavljen in da bi bilo dobro, če bi prilagodili zakonodajo, ne, da bi podelili več pravic, in so se potem afriški voditelji podaljšali nosovi in so začeli gledati zelo žalostno in mračno. Se pravi, pri vseh problemih, ki jih imamo na svetu, da so pravice LGBT-jev zunanja prioriteta ameriške politike, ob tem se ponovno postavlja vprašanje, ali lahko govorimo za vse kontekste, da so LGBT tako bogi, nebogljeni, manjšinski, če pa so prioriteta najmogočnejše države na svetu. Ali lahko še en primerček dam za ilustracijo seksualizacije politike, se pravi, to je hipoteza, ne? Švedska, ne? Švedi, ko so razmišljali o tem, ali bi vstopili v Evropsko unijo, so imeli en hud problem. In sicer oni so prepričani, da je prostitucija kriminal. In so prostitucijo na Švedskem kriminalizirali in prepovedali, in vstopiti zdaj v EU se jim je zdelo tako, kot vstopiti v bordele. Mislim, to ne gre, ne? In pol so se odločili, da vendarle vstopijo, vendar da bojo boj proti prostituciji definirali kot prioriteto in da bo to njihov glavni prispevek k reformaciji Evropske unije, da bojo prepričali soevropejce, da je prostitucija kriminal, in to tudi aktivno počnejo. Se pravi, tle vidite spet, glavna prioriteta neke države je ta, da kriminalizirajo neko zelo staro seksualno prakso. Tako, jaz bi temu rekel seksualizacija politike. No. Skratka, zanima me, oziroma veselilo bi me, če bi kakšno diskusijo lahko o tem imeli. Prav gotovo. Že prej sem izval občinstvo k besedi, ker reč vam bo zmanjkalo časa oziroma možnosti. Se že počasi približujemo koncu pogovora. Bom pa v odgovor na tole, kar je Bojan na začetku povedal, prebral še en citat od Borota, ki ga sicer nisem nameraval prebrati v celoti, ker je žal malo daljši, ampak je pa na mestu. Ko je govoril o tem, da nobena od opredelitev družin, s katerimi bi se srečal v dotedanji literaturi, govorimo pa o 90-ih letih, še prejšnjega stoletja, je ugotovil, da je seveda edina smiselna klasifikacija gospodinstev, ki jo lahko uporabi, klasifikacija, ki temelji na hierarhijah znotraj družine oziroma na socialni diferenciaciji.
In takole piše. Šele s pomočjo vprašanj o naravi medsebojnih odnosov v družini in upoštevanju utemeljenih tez iz vedno večjega števila znanstvenih del z področja ženskih študij, ženske študije, kaj drugega, sem lahko v spredje postavil še na videz obrabljeno terminologijo odnosov moči in pod oziroma nadrejenosti, ki izvirajo iz prioritete, evo, tako piše, moje oči niso več najboljše, prioritete spola. Delitev socialno in kulturno pogojenih vlog med možem, žene in otroki v družini, ki jih vsakokratno kulturno in družbeno okolje sprejema kot pravilne, že samo po sebi najbolj določuje medsebojne odnose v družini ter položaj družin v širši skupnosti. In na temelju odnosov v načinu življenja z upoštevanjem spolno pogojenih socialnih vlog med očetom, materjo in otroki ter sprejemnem družine njenim položajem v lokalni skupnosti sem prišel do ugotovitve, da je bil v Murski Soboti povsem prevladujoč patriarhalni tip družine z osrednjim položajem očeta in potem seveda to podrobneje prikaže. Skratka, ni mogoče misliti odnosov brez spolnih odnosov, seveda, ne. To je v bistvu poanta, zakaj smo sestavili tole zgodbo skupaj. Skratka, občinstvo, imate kakšno intervencijo, ker drugače bom jaz še nekaj citatov prebral za nadaljevanje pogovora. Pa ne več odboru. Jaz bi tukaj dodala samo še to, ne, ravno glede na spolne identitete. Seveda, ne, če preoprašujemo heteronormativnost, potem preoprašujemo spol in to se pokaže tudi na področju zakonodaje. Ne. Če pogledate vso zakonodajo, jaz sem šla gledati vso zakonodajo Evropske unije na področju otrok in tako dalje, recimo to, kar Council of Europe, regulacije, v zadnjih recimo 20 letih je bilo ogromno napisan, beseda mama in oče ne nastopajo več. Ne? To je tisto, kar je tudi seveda problema, ne, za konzervativne ljudi zaradi tega in ta beseda je nadomeščena z besedo starši ali pa starš. Ne, in tukaj je bilo vprašanje, zdaj se ne bomo več smeli imenovati mame pa očeti in tako naprej. Seveda, zaradi tega, ker ko človek reče mama ali pa oče, se sproži plaz zavednih in nezavednih konstruktov o spolih, ki jih sprejemamo in bi rekla transformacije spolov se sprejemajo samo do določene mere. Recimo, vsi smo navdušeni, da več očetov privija otroke, da hodi z otroki v vrtec jih iskat, vozi voziček in tako naprej. Ne? Če pa sta dva moška, kjer tudi vozita otroka v vrtec in ga privijata in tako naprej, je pa to nezaslišano. Ne? Sorry, tukaj se stvari samo do določene mere spreminjajo. Ampak raziskave na področju družin povejo zelo jasno. Ravno zaradi tega, ker je poroka postala nefunkcionalna, zaradi tega, ker se vse več ljudi ločuje in se ponovno povezuje v nove družine in tako dalje, je seveda vse v zvezi se je začela spreminjati tudi terminologija in beseda starš je tukaj bolj ustrezna, zato ker je človek lahko včasih biološki starš, drugič pa socialni starš. Ne? In vse to, bi rekla, je v gibanju in v transformaciji. In seveda stvari niso več, so vedno bolj stvar pogajanja. Ne? Ko sem starš, ko ni več človekova identiteta tako zelo vezana na tradicionalno po Borutovem, Prekmurje, patriarhalno družino, potem se je neprestano potrebno pogajati, kaj pomeni biološki starš za otroka, kaj pomeni socialni starš, kaj pomeni mama in oče in tudi kaj pomeni starš v različnih kontekstih, bioloških in socialnih. In vse to je v bistvu izziv nekim zelo zakoreninjenim vzorcem in seveda je jasno, da večina ljudi jim je zelo težko misliti nove stvari. Tako da je treba razumeti nekako odpor, da tako rečem. Bom tudi jaz probala odgovoriti. Jaz mislim, da razumem vaš pomislek,
bi ga pa sama naslovila drugače. Jaz mislim, da kolikor o LGBT problematiki govorimo zgolj z vidika identitetnih politik, brez vključevanja neke historične perspektive, zelo hitro pridemo do točke, o kateri vi govorite. Mislim pa, da ta samorefleksija oziroma kritičnost v tem trenutku, mogoče na tej konkretni okrogli mizi je pomembna, ampak zaenkrat fajtamo za zelo konkretne pravice, ki jih skupina državljank pa državljanov tukaj nima. In zato jaz mislim, da je zato trenutno absolutno pač se vredno boriti, mislim pa, da je treba ta boj gledati v širšem kontekstu. Ne smemo pozabiti, smo sred begunske krize, pred dobrim tednom je SDS vložil prepoved burk, sprejelo si je fiskalno pravilo, ki dela reze v bistvu pač na področju sociale. In mislim, da je treba ta boj videti v širšem kontekstu in ga dojemati kot takega. Da me ne bi narobe razumeli, to nikakor ni bilo mišljeno kot kritika aktivizma, kritika vaših prizadevanj. Jaz se popolnoma strinjam, da je to potrebno in utemeljeno. In tudi menim, da se pravi, če gledamo zadevo z te strani kot aktivizem, kot prizadevanja, zato da to nima praktično nobene zveze s tistim drugim, o čemer sem govoril. Kajti tiste stvari prihajajo z nekega drugega, posebno drugega konca, z nekih pozicij, kjer obstaja zelo velika moč. In moč, ki uporablja in ki lahko rekli zlorablja ta diskurs, to zanimanje tudi za LGBT in tako naprej, ali pa za homoseksualnost. In meni se zdi, da je potrebno to reflektirati in to izpostaviti, se pravi, dati zadevi politično dimenzijo, tudi s te strani, to je moje sporočilo. Nikakor nisem mislil, ali pa da bi morali se zagovarjati zaradi tega, ali pa počutiti krizo. Jaz se strinjam, jaz sem v bistvu hotela pokazati ravno na ta širši kontekst. Treba je videti to kot del nekega strukturne pozicije LGBT skupnosti v kulturi, v kateri jo pač opazujemo. In pozicija LGBT skupnosti v Ameriki je radikalno drugačna trenutno, kot te v Sloveniji. Čeprav tudi mnogi LGBT NGO-ji imajo tudi neke karakteristike ameriških v načinih funkcioniranja. Tako da jaz se strinjam z nami, sem pa hotela pač samo povedati. Dobro, bom pa še jaz lonček pristavil, ker izhajam iz pozicije nekoga z malo daljšim zgodovinskim spominom. Rad bi vas spomnil na to, da bi lahko praznovali še eno obletnico, mislim, da je bilo ravno leto 1985, ko so organizirali prvi LGBT festival, oziroma so ga hoteli organizirati tukaj v Ljubljani. Nisem čisto prepričan, da je leto 85, ne, je pa plus minus ena. V vsakem primeru. In v bistvu Magnus festival, mislim, da se je zadeva imenovala, naletela je na izjemno burne odzive v takratni Jugoslaviji, ki smo jih v Sloveniji popolnoma zmotno prepoznali kot odzive patriarhalno zaostalih južnih krajev takratne države, mi smo pa bili bistveno bolj civilizirani in smo si prizadevali za to. Ampak za tisto specifično razliko, ki jo je slovenski prostor pravzaprav izžareval v tistem času v okviru takratne države, so največ pravzaprav prispevali prav ljudje iz skupnosti LGBT. Skratka, takrat se še niti ta kratica ni spostavilo na ta način. Tako da v bistvu govorimo o kontinuiteti, ne o kakšnih novostih in tako naprej. Evo, zadnja varianta še, takoj dvignite roke in kaj vprašajte, sicer ne boste več imeli kakšne velike priložnosti za to, ker drugače bom zopet začel jaz govoriti, ker imam eno malo daljšo zadevo za prebrati. Avtoritarni bomo. Ja, absolutno. Skratka, beseda je vaša. Ja, seveda. Zdaj ne boš špricam ali pa zelo glasno vprašati. Jaz znam vprašanje, v bistvu me zanima vaš pogled okoli na situacijo. Veš, da je imel da imamo na strani drugačnih mislečih, da je več struj, ki zdaj ta aktivizem kažejo, ampak tudi na tej strani, so skupine, ki v bistvu ena skupina brezpogojno priznava oziroma sprejema skupnost istospolno, pa skupina, ki
ki to sprejema, ampak ne z otrokom. In jaz sem na primer izkušnje, ko sem imel snemanje pričevanj kraljev otrok v Celju, nekaj živel pogovor s nekom, ki je to omenil, ki je bilo ravno v času tega prvega referenduma, ki je govoril o tem, kako je živel brez obeh staršev, brez enega. Marsikdaj sem na to, da je rekel ravno na ta referendum, da vse je fajn, naj se imajo radi, sam tako je vreden, da imaš dva starša, mamo in očeta. Ta perspektiva ni bila katoliški nek vzorca, ki je šla iz vlastne izkušnje pomanjkanja očeta, ki je bil pač po vojni in to marsikateri družini. Ne na tak način gledati na to dojemanje teh, ki so, ki sprejemajo istospolnost, ampak jim je pa težko sprejemajo to, da starša nimata. Zato starša, da otrok nima očeta. Ker ti ljudje so ti, ki so na tej strani, ampak so pogojno proti. A te zame? Ja. Jaz ves čas probamo, v bistvu včasih ves čas poudarjamo, o čem dejansko odločamo na referendumu. Skratka, odločamo o členu, o katerem smo govorili že prej, skratka o spremembi besed mož in žena in besed pač oseba. Skratka, vedno poudarjamo, da o posvojitvah odloča stroka, o tem ne piše nič, o tem konkretnem primeru, o katerem glasujemo. In kar je še pomembno poudarjati, te otroci v Sloveniji so. Mi se ne odločamo, ali bodo člani in članice LGBT skupnosti lahko imeli otroke ali ne. Odločamo se pa v tem, ali bodo imeli te otroci enake pravice, kot mi vsi ostali, ali ne. Kar pa se tiče nasplošno nazivanja te problematike, pa jaz uporabljam, ko govorim o družini, izraz pomembni drugi. Skratka, ni vezano na spol to, kako boš ti dojemal očeta oziroma mamo. V življenju imaš tako, kot je Darja prej rekla, če se ne motim, imaš pač povezano skupnost, imaš pomembne druge, ki te vzgojijo in ni pomembno, je to oče ali je to mama. Važno je, da rasteš v ljubečem in skrbnem okolju in tudi raziskave so pokazale, da je v bistvu bolj pomembno, kako se člani tvoje družine med seboj razumejo, kakšne odnose imajo, kakor kjerga spola so. Če je bilo v redu. Ja, to sem hodila povedati, se mi zdi to pomembno vprašanje, ker ogromno ljudi srečujemo tudi, ki rečejo točno to, saj jaz nimam nič proti temu, ampak ko gre za otroka, pa seveda tlele vsi idealizirajo to skupnost očeta in mame. Otrok ima pravico imeti očeta in ima pravico imeti mamo. Se mislim, da ste to... Ja, sploh idealizirajo tisti, ki ga niso imeli. Ja, tudi zaradi izkušnje. Ja, in tukaj gre spet za neko podobo, kakšna je idealna družina. Recimo, točno, to je primer recimo mojega očeta, ki je bil v uredniški družini, po drugi svetovni vojni je prišel v Slovenijo 6 leti in videl svojo mamo praktično pred 20 letih in celo življenje ima hudo nostalgijo po idealnem očetu in idealni mami. Mislim, na nek način poznam to zgodbo od blizu. Ampak gre tudi za to idealizacijo recimo staršev, za kakšni naj bi bili, se pravi, da pogrešaš nekaj, kar naj bi bilo. In mislim, da smo že v filmu videli nekaj drugega. Poudarja se varno okolje, poudarja se ljubeče okolje, da recimo pri temu govorijo tudi raziskave o nasilju v družini, ki so strašne, mislim, če pogledamo to evidenco. In spet ta ideologizacija, kaj je sploh to nasilje v družini? Recimo sem gledala evropske statistike glede poročanja držav o nasilju v družini. Srbija, ko poroča o nasilju v družini, poroča o 4% nasilja v družini, Danska pa 46% nasilja v družini. Gre tudi za percepcijo, kaj to je nasilje, oziroma kaj je idealno starševstvo in kaj naj bi bil idealen oče in idealna mama. Tudi to moramo še imeti pred očmi. Vprašanje je še, ja. V bistvu sem hotela eno opažanje povedati. Ne bomo mogli dati, da tja moraš predvsem. Če pa si dovolj glasni. Ja, glavnem, ste
na vsakega bi se lahko malo navezala, ampak ko ste poudarjali kri, a ne, kako je pomembna. Opažanje teh iz desne strani, bi recimo rekli, ki je tudi zelo heterogena, lahko povem iz ruralnega okolja, kako sem opazovala, kakšen je bil odnos do otrok. Recimo, ko so se njihovi otroci igrali z Romi, malo je hladno, je mama kričala, da tega ne bo dovolila, pa čeprav so bili na nek način priženjeni ti otroci. Ko je pa najbolj bogata družina posvojila otročka iz Afrike, je pa spodbujala to druženje in je bila zelo navdušena in je zelo ljubkovalno se s tem otročkom ukvarjala. Tako da je še nekaj močnejše od krvi in to je denar. Ne? Tako da mislim, da premalo se da temu te frustriranosti. Ljudje so zelo frustrirani in te pokleknejo pred nekom, ki je toliko večji in močnejši in dovolijo ama vse. Ne? In tukaj bi še nekaj, to sem zaključila, kar sem hotela povedati, Baska, profesor, ki ste govorili o močni LGBT skupnosti, rekli ste Amerika, nič pa niste Vatikana omenili, ker je mislim, da tle pa še boljši primer, ne, se mi zdi, da bi tukaj bil. Papež je omenil, recimo, to je bila zanimiva reakcija, ko je papež omenil, kako že reče temu, gejovski lobiji, kako, ne? Ja. Je omenil obstoj teh lobijev kot nekaj močno problematičnega. In potem so nekateri padli po njom, poglejte tega papeža, kako govori, kako se politično nekorektno izraža. Ker je papež kršil to pravila tega diskurza. Se pravi, papež, ki sicer simbolizira zavzemanje za pravičnost, se potem izrazi tako brez posluha za pravice LGBT ljudi. Hvala, še kakšno vprašanje? Lahko pa še jaz. Pred kratkim smo bili na Nizozemskem, obiskali smo eno šolo otrok s posebnimi potrebami. Bili smo prav pri pouku in kot eno izmed vsebin so otrokom starim 11-12 let predvajali film o transseksualcih. In potem so imeli odprt pogovor o tem, ampak to je bilo tako, čisto kot del pouka, nič izstopali, bi rekel. Navezal bi se pa na to, mi v društvu Kula smo že letos razmišljali, da bi pripravili učbenik antropologije za srednje šole, mogoče tudi za osnovne. In jaz sem povedal, potem sem malo razmislil, da po mojem mnenju bi imeli otroci veliko manj težav pri sprejemanju vsebin, kakor bi jih imeli učitelji s podajanjem. A lahko mogoče koga izzovem? Ja, jaz se to absolutno strinjam, ker tudi, kot je že Darja prej rekla, ta stališča otrok, mislim, da v večini izražajo stališča staršev in da to kar vidijo, ponotranjajo in ja, sigurno bi imeli večje težave. Je še kakšna nujna stvar, ki jo še morate dodati, zdaj imate še priložnost? Jaz sem samo to hotela reči, to je tak primer, koliko mil daleč smo recimo od nekaterih drugih zahodnih držav. Jaz sem bila sama presenečena, ko so mi lansko leto povedali v Berlinu in predvčerajšnjem so mi to isto povedali na Dunaju, da torej v Berlinu je odstotek istospolnih parov, ki ima otroke v rejništvu, apropo tvoj oče, ne? Izredno visok in se veča. In socialne službe so ugotovile prvič, da so istospolni pari zelo dobri starši, rejniški starši, in drugo, da so to ljudje, ki so pripravljeni sprejeti hendikepirane otroke, pa pripravljeni sprejeti romske otroke, pa migrantske otroke, pa otroke brez spremstva, pa tako naprej. Ni še kakšnega škandala, kako pedofilija narašča in tako naprej. In enako je recimo na Dunaju. In študentje so mi rekli, da je Conchita Wurst, to pomeni oseba, ne vem, kako bi jo kategorizirali, ampak je bila tista, ki je liberalizirala avstrijski diskurs, tako da recimo tudi v Avstriji je zelo pogosto in povsem nekaj običajnega in tudi pravno formalno, recimo, da prihajajo otroci v rejništvo v istospolne družine.
Sam to, ja. Jaz bi rad na to navezal, kajti že prej sem malo, ko je bilo govora o adopciji, o posvojitvah, sem malo razmišljal tudi z tega vidika, če recimo, če mogoče zelo poudarjamo to idejo krvnega sorodstva, kri ni voda in tako naprej, bomo seveda verjetno videli prakse, kot so rejništvo, pa posvojitev kot nekaj tragičnega, kot nekaj za starše traumatičnega. Po drugi strani, kot antropologi vemo, da so to zlasti na nekaterih kontinentih, ampak tako praktično povsod po svetu, da je rejništvo nekaj, da so prakse, ki so izjemno razširjene in so navsezadnje, lahko bi rekli, v skladu s nekimi domnevno, hipotetično temeljnimi potezami človeške narave, če lahko rečem, se pravi to nagnjenje k menjavi, o katerem je recimo Marcel Mauss pisal, se pravi imperativ menjave, in ko je Marcel Mauss dajal primere, te menjave je omenil tudi menjavo otrok, to je pa predvsem seveda rejništvo, razne oblike handlanja z otroki, ali pa tavšanja otrok, kot smo poznali tudi recimo tradicionalno, tudi kekec je bil recimo v rejništvu. Tudi tisti nemški izraz obstaja, ki sem ga sicer zasledil v slovaškem kontekstu, ampak domnevam, da je tudi v Sloveniji ta beseda imela pomen, oziroma da je bila poznana Tauschenkinder, se pravi otroci, ki jih menjamo. In recimo Zahodna Afrika je danes, oziroma že nekaj časa področje, kjer so starši na veliko dajali otroke v rejništvo na vzgor, v višji sloj, še rajši belim kolonistom oziroma bedcem v Evropi, recimo v Angliji in tako naprej, pa tudi drugod je to zelo razširjeno in so različni motivi tudi zadaj, tudi plasiranje otrok, promoviranje otrok na vzgor po možnosti plasirati v višji sloj je pa zelo pogost motiv. Tako da z tega vidika se ne zdelo to, kar je Darja zdaj povedala, ta nova praksa je izjemno zanimiva reč in tako da jaz ne bi niti postavil take opozicije, češ eni so zarobljeni in zarukani, verjamejo v kri, drugi smo pa kozmopoliti, pa podpiramo homoseksualne družine in tako naprej. Temveč se mi zdi, da so tudi taki, kot so Avstrijci, ki jih imamo sicer za zarobljene kot ljudje, ki so podvrženi imperativu menjave, da so dozemni tudi za menjavo otrok. Je še kakšna intervencija z vaše strani? Z občinstva? Potem bom jaz prebral še 3 krajše primere, ki sodijo med te značilne antropološke bizarnosti. Evans Pritchard je za Zande že zdavnaj pisal o tem, da so se pri njih lahko bojevniki tu in tam poročili s kakšnim mlajšim fantom, ki je potem izvrševal gospodinjske naloge žene in postal bojevnikov izključni spolni partner. In takšno poroko so potrdili tudi s pogodbo, ki je vključevala ženitno plačilo. Bili pa so tudi primeri istospolnih porok med ženskami. V starem Dahomeju, v današnjem Beninu, se lahko bogatejša ženska poročila za mlajšo, od katere pa je pričakovala, da bi imela ljubimce, s katerimi bo rodila dediče. Še najbolj bizarno od teh primerov, ki sem jih izbral, pa jih nisem ne vem kako iskal, moram priznati, ker nisem utegnil, zato je pa primer iz severa Južne Afrike, pri ljudstvu Lovedu oziroma Bolobedu, poznamo primer dežne kraljice. Ta se je poročala z ženskami, če tudi so bile te ženske sicer že poročene z vaškimi veljaki in, pazite, postala oče njihovih otrok. Dežna kraljica namreč uporabi svojo živino in mož, da si pribori čim več takih žena in postanejo očetje otrokom teh žena. Skratka, imamo, kjerkoli pogledamo, kakšne zelo zanimive in zelo bizarne primere in preden povzamem nekaj zaključnih besed, pa nekaj povem še za naprej, res, imate kakšno intervencijo še? Zdaj za konec. Bom pa jaz nekaj, kar ni s Kitajsko, ravno, ampak mogoče
deloma se navezuje tudi na vprašanje iz občinstva o teh otrocih, ki odraščajo brez staršev ali kakorkoli na Kitajskem, zdaj pač ta en velik fenomen, ko bodisi migranti, ki odhajajo v tujino, bodisi notranji migranti, pač svoje otroke puščajo doma v varstvu ponavadi starih staršev. Zdaj, dokaj dolgo je to veljalo kot neka čisto okej praksa, zdaj pa nastajajo študije, ko ugotavljajo, kako v bistvu je to psihološko slabo vpliva na otroke, ampak kaj se izkaže, da pogostokrat ti stari starši pač niso sposobni, so bolni sami, recimo morajo upravljati še doma poleg skrbi za otroke, skrbiti za tisto kmetijo ali pa kaj podobnega. Torej, v bistvu velikokrat tak gmotni položaj tudi recimo določa. No, pa kar sem jaz htela pravzaprav bolj tu odgovoriti, da mogoče bi pa morali zdaj to debato za ene take na pol skeptike oziroma na pol podpornike pač obrniti bolj na to vprašanje skrbi pa solidarnosti recimo, ali pa prav te skrbi za drugega. In recimo vem, da so pred leti na Nizozemskem razmišljali, zdaj skušala sem najti podatek, če so potem to dejansko uspeli uzakoniti, da recimo da bi lahko človek, odrasla oseba kot svoje najbližje, kot svoje družinske člane določila določene ljudi, se pravi recimo 3 ljudi, prijatelji ali pa ki bi imeli v bistvu status bližnjega člana in bi potem v primeru recimo bolezni lahko skrbeli za njih, lahko bi dedovali po njih in podobno. Zdaj ne vem, če je to zasledil, ali so kaj takega naredili ali ne, ampak sem pa videla, da ta solidarnost je zapisana v Nizozemskem zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Tudi na Kitajskem, recimo zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, poleg tega, da zapisuje pravico oziroma obveznost staršev, da skrbijo za otroke, zapisuje tudi obveznost otrok, da skrbijo za starše. Tako da mogoče to vprašanje skrbi, mogoče lahko tak diskurs mogoče lahko naslovi nekatere te, ki so malo v dvomih, kako in kaj. To bi mogoče edino rekla. Hvala za tole. Tole, kar si omenjali z Nizozemskem, je zelo spomnilo na prakso, ki je bila dokaj pogosta v mediteranskih deželah. To je pobratimstvo, ki smo ga poznali tudi na Balkanu, kjer so dosegli podobno pogodbo, o kateri se ne ve natančno, kakšne vrste je pravzaprav bila. Skratka, čisto za konec bi jaz predstavil eno besedilo, ki smo ga do zdaj nažalost samo še kot osnutek pripravili, enega sporočila za javnost, ki ga bomo kot Združenje Kula naslovili v naslednjih dneh. Upal sem, da bo do danes že dokončno besedilo, ampak za zdaj ostaja še osnutek, se mi pa zdi smiselno, da ga zdaj ob koncu našega pogovora tudi preberemo. Pred referendumom o pravici istospolno usmerjenih partnerjev do poroke večkrat slišimo, da je naravna ali vse tradicionalna oblika poroke zakonska zveza med možem in ženo, ter da je priznavanje istospolnih porok povsem nedavna izmišljatina razvitega sveta. Elite pravijo. Kar zadeva podatke, ki smo jih doslej zbrali antropologe in antropologinje po svetu v dobrih 200-300 letih raziskav, seveda to ne drži. Doslej zbrani etnografski podatki namreč kažejo, da je poroka družbeni dogovor v vseh skupnostih, da je spremlja sistem prepovedi, zapovedi in pričakovanj, ter da je v svojem bistvu simbolno dejanje značilno za človeško vrsto. Skozi čas in pri različnih človeških skupnostih se je oblikovala več različnih sklenitve te zveze, tudi oblike istospolnih zvez. Ameriško antropološko združenje, največje tovrstno antropološko združenje na svetu, je leta 2004 sprejelo naslednjo izjavo. Izsledki več kot stoletja antropoloških raziskav v gospodinstvih, sorodstvenih odnosih in družinah v različnih kulturah in skozi čas ne dajejo nikakršne podlage za stališče, da bi bila bodisi civilizacija, bodisi vitalni družbeni red odvisna od poroke kot izključno heteroseksualne institucije. Nasprotno, antropološke raziskave podpirajo sklepanje, da lahko širok obseg družinskih tipov skupaj z družinami, ki temeljijo na istospolnih partnerstvih, prispeva k stabilnim in humanim družbam. K temu dodajamo, da so do prihoda evropskih kolonistov in krščanskih misionarjev istospolne poroke poznali v Afriki, na Bližnjem vzhodu in Severni Ameriki. Določene oblike istospolnih zvez so do 16. stoletja tolerirali celo v krščanski Evropi. Kar zadeva Slovenijo, ne v kmečkem, ne v meščanskem okolju nikoli ni obstajal en sam tip tradicionalne družine, ampak so naši predniki živeli v različnih oblikah gospodinjstva, pri čemer pa do konca feudalizma ni imel prav vsak posameznik pravice do poroke. Ta splošna pravica je odsev nedavnih družbenih sprememb.
Skratka, to je osnutek besedila, ki ga nameravamo nasloviti na javnost. In če imate kakšne pripombe, predloge k temu besedilu, bom seveda zelo vesel, če pošljete na spletni naslov Kule, kula.org, afna.gmail.com ali pa komorkoli od nas, ki delamo v upravnem odboru Kule. Jaz se seveda toplo zahvaljujem vsem gostjam in gostov, ki ste prišli, ki ste se odzvali na naše vabilo. Ravno tako se zahvaljujem seveda občinstvu, našim gostiteljem Menzi pri Koritu. Tik pred pogovorom smo izvedeli, da je pravkar zmanjkalo kurjave, ampak do začetka koncerta bodo za to zadevo poskrbeli. Tako da samo nekaj kratko najavo še imam. Med 8 in 9 uro bodo imeli tule noter tonsko vajo. Sprva smo mislili, da bi se družili tule zunaj, ampak je malo premrzlo zunaj, tako da bomo nekako naredili 2 dela tele dvorane. Delali se bomo, kot da ni tonske vaje gor na odru. Tamle vidite mizo, na kateri je tudi majhna škatlica za prostovoljne prispevke, o katerih sem govoril na samem začetku. Tam imamo tudi prijavnice za tiste, ki se želite včlaniti v naše združenje. Toplo vas vabimo vse, da se včlanite. Visijo tamle gor tudi majčke, ki si jih lahko kupite, oziroma niti jih ne morete kupiti, lahko jih dobite samo kot darilo, ampak ob pogoju, da tudi vi nas obdarujete. Skratka, ne gre za klasičen nakup. Ali pa da se včlanite. Gre za včlanitev, nakup in darilo hkrati, vse. Govorimo pa o donaciji. Skratka, ob 9. približno se začne koncert, do takrat se neformalno družimo, po koncertu bo pa še nekaj več glasbe z vseh vetrov. Zdaj pa seveda hvala vsem. Še ena stojnica tam, Skulaj si knjigo, kjer si lahko zamenjate knjigo po vaši želji. Hvala še enkrat.